Nekako se nam je v zadnjem letu in pol ob epidemiji novega koronavirusa zazdelo, da gripe preprosto ni več, kar je seveda razumljivo tudi na račun zaščitnih ukrepov. Vendar pa to ni bolezen, ki bi jo lahko odpisali in pozabili nanjo, kar potrjujejo tudi številni klinični primeri. Nam lahko morda s katerim od njih ilustrirate, zakaj je tako pomembna tudi tovrstna zaščita? Ja, jaz kot porodničar lahko povem nekaj primerov. Tako kot ste rekli, lani zaradi vseh teh ukrepov ob epidemiji COVID-19 gripe praktično pri nas nismo imeli, ampak vsako leto predtem smo pa imeli pri nas tudi recimo v porodnišnici Ljubljana kar nekaj zelo hudih zapletov gripe. Imeli smo recimo v Sloveniji, ki ima sicer zelo nizko stopnjo maternalne umrljivosti, tudi maternalne smrti zaradi gripe, torej nosečnice so umrle zaradi zapletov gripe v nosečnosti. Imeli smo na žalost tudi primere, ko so otroci umrli zaradi dihalne odpovedi nosečnic, ki smo jih sicer potem lahko mi z nekim intenzivnim zdravljenjem rešili. Ampak gripa je bila vsako leto do lani bolezen, ki se je v nekaterih primerih zelo zapletla v nosečnosti. In pri teh zapletih so seveda niso samo življenjsko ogrožene nosečnice, ampak tudi otroci. Torej, zaščito s cepljenjem podpirate, pa me zanima, ali je vaša tovrstna podpora namenjena vsakomur ali predvsem tistim, ki so izpostavljeni večjemu tveganju? Ja, cepljenje, kar se porodničarjev tiče, cepljenje nosečnic svetujemo. In to praktično vsem nosečnicam, ne glede na dejavnike tveganja. Že sama nosečnost je dovolj velik dejavnik tveganja. Gripa je bolezen, ki zaradi fizioloških sprememb v nosečnosti, tudi pri sicer zdravih, mladih nosečnicah, lahko poteka bistveno huje kot izven nosečnosti. Takih zapletov je recimo od 3 do 18-krat več v nosečnosti v primerjavi z enako starimi nenosečimi ženskami. In to ni samo moje mnenje, ni samo mnenje slovenskih porodničev, ampak praktično vsa strokovna združenja na področju porodništva v svetu svetujejo cepljenje. In to vsem nosečnicam in ne glede na to, koliko so noseče takrat, ko je epidemija, torej tudi v prvem trimesečju, ne glede na višino nosečnosti. S tem, ko se nosečnice zaščitijo, pravzaprav zaščitijo tudi malčka, ki ga pričakujejo, kaj ne? Ja, otroka zaščiti nosečnica s tem, da se cepi proti gripi na 2 načina. Prvi način je ta, da zaščiti sebe. Bistveno manjša je možnost, da bo prišlo do nekega hudega poteka gripe in seveda, če pride v nosečnosti do res hude gripe z dihalno odpovedjo, potem je življenjsko ogrožen tudi otrok. To je prvi način. Drugi način je pa ta, da ob cepljenju pride do tega, da se tvorijo protitelesa. Ta protitelesa prehajajo čez posteljco in je potem otrok zaščiten tudi v prvih mesecih življenja, ko sicer še ni cepljen. Tako da po nekaterih podatkih je recimo teh hospitalizacij otrok zaradi gripe po porodu, prvega pol leta po porodu, do 40% manj, če je bila mama cepljena v nosečnosti. Tako da na 2 načina s tem, da se nosečnica cepi, zaščiti tudi svojega otroka. Pa imate morda podatek, koliko nosečnic na Slovenskem se odloči za zaščito s cepljenjem proti gripi? Ja, imamo, to se spremlja, te številke se spremljajo in moram reči, da so do lanske sezone, ko je nasploh bilo zelo malo cepljenja proti gripi, bile vsako leto številke večje. Tu smo si šteli za neke vrste uspeh, tudi mi, porodničarji, zaradi tega, ker smo tudi mi spodbujali nosečnice, da bi se cepili. Recimo v sezoni 2014-2015 se je cepilo manj kot 100 nosečnic v Sloveniji proti gripi. In potem je ta številka praktično vsako leto rasla, tako da je v sezoni 2019-2020 bilo cepljenih že več kot 700 nosečnic. Verjetno pa je težko napovedati, kako bo s prihodnjimi sezonami gripe, kdaj utegne ponovno priti katera od njih, ki bo bistveno
izrazitejša, težja, invazivnejša od predhodnih? Ja, to je težko napovedati, tega ne znamo napovedati. Je pa nekje smiselno pričakovati, da potem, ko smo praktično bili eno celo sezono brez gripe in nismo imeli neke navzkrižne imunosti, bo, ne vemo, ali v naslednji sezoni, ali mogoče naslednje leto, ampak enkrat bo verjetno, zelo verjetno prišla tudi ena sezona hujše gripe. Ja. Tako da je boljše biti na varnejši strani in se cepiti.